Recimo otroci se preizkušajo v pripravi delavske kave, torej jim priskrbimo ječmen, ga spražijo, imamo več mlinčkov, da zmeljejo in potem skuhamo, seveda posebej skuhamo kavo, ker včasih pač so rekli, da so zvečer pa zjutraj jedli kofe pa kruh in nekako, da jim približamo tisti čas. Nekateri predmeti v stari delavski kuhinji so bili otrokom neznani. Vmes smo namestili tudi nove predmete, da otroci lahko ločijo staro od novega. Mislim, da nekako to že vedo, da plastika ni sodila 70 let nazaj. Mogoče jih se zmotijo pri tem, recimo, če je porcelanasta lepa skodelica, pa je zraven nova emajlirana, pa jim to ne gre skupaj. Mogoče mislijo, da kar je staro, ne more biti toliko lepo, pa jih včasih potem tudi pokažemo, da so tudi stare stvari lahko dobre, pa kakšne tudi lepo izgledajo. Računalnikov pred 70 in več leti seveda še niso poznali. Revnejšim družinam je čas predvsem v zimskih dneh krajšal radio. Star radio že skoraj za televizijo zamenjajo, ampak ja, mislim, da je to kar čist drug čas, čist drugačno življenje. Že ko pridejo, ker imamo naprej tudi muzejsko opremljeno spalnico in ko vidijo, da je včasih 7 otrok moralo spati v enem prostoru, se tudi nekako težje znajdejo. Zdaj jaz jih vprašam, kaj pomeni, a so se imeli bolj radi, če so se morali po zimi stiskati po 2-3 v posteli, tako da je različno. No, tudi povemo jim, kako so se zunaj bolj igrali, kako so vsi imeli za sosede, da so sosedam kar rekli, pa torkarjeva mama, pa gluharjeva mama, vse so bile mame, ker so bili bolj povezani, ker so jih bolj poznali, tudi otroci, čeprav niso imeli svoje sobe ali računalnika, so pa imeli več iger na prostem, bolj so se med sabo najbrž po vsej verjetnosti znali razumeti.